noge stran lahko. To najbolj prostaje. Ja. A ne? Da še malo pač popucamo, kar stranšteli in potem se bomo obrnili tako, da boste vedeli, kako jaz vidim, a ne? Začnete tako, da imate en del daljši kot ta drugi. Ne? Ta daljšega, oziroma recimo, da je na desni strani naš daljši del, začnemo zavijati stran od sebe. Gas damo pri motorju proti sebi z roko, a ne? Tle pa ves čas odvzemamo gas. Spravi, ves čas odvzemamo gas, tako rekoč, dokler ne dobimo take okrogle strukture. Ko dam jaz prce, palce proti zanko primem od zadaj, imam zgornji in spodnji del. En je seveda daljši, smo rekli, kot ta drugi zaradi štukanja. Ker če bi bila enako dolga, bi mogli štukati na istem mestu in bi se vrv tam razpadla. Bomo pokazali. Prav zgornjega vedno obrnemo stran od sebe in preložimo navzdol preko spodnjega. In zdaj ta postane zgornji, ga zavijemo naprej, preložimo preko spodnjega in to nadaljujemo, dokler ne pridemo do konca, oziroma tle se je že zelo stanjšalo. Vzamem spet nov šop trave, približno enake debeline, ja, dam na pol, zato da bo enaka debelina približno kot tukaj. Samo pridodam zraven material nov, ovijem vse naprej, da postane kot eno, preložim navzdol in nadaljujem. In sem uštukal zdaj novo to. Nov del trave. Bo malo videlo, ne? Ne, nima dosti še. Odrasla je treba dobiti, se pravi tako, ki je večja, ima večjo, debelejšo korenino, ampak pomembno je, da veste, kako se to stolče. Se pravi, stolče namočite v vodo, se izloči škrob, iz tisto škrobno vodo pa dodamo tisti moki, ki smo rekli, iz semen trave, iz kačic, oziroma socveti leske ali pa breze, ali pa iz kambija breze, ne? Smo rekli iz tistega dela tik ob deblu, ki je pri brezi, ga posušimo v ognju in ga potem s ploščatimi kamni zmeljemo v tako moko. Ta je še premlada, da bi bila, ampak pomembno je, da zdaj veste, kakšna zgleda, kjera je. Drugi dve imate korenine strupene, nadzemne dele poganke pa so užiti. Okay? Kakšen del korenine je strupen? Prvnih te drugih dveh, ki imajo vsak listek iz zemlje takole ven raste, po nazoril se pravi, takole rastejo one dve. Ena ima pikice od zadaj, enih pa nima. Ena je glistavica, druga pa ne vem, kako se imenuje, žal mi je. Prav? Tiste, ki raste takole, ki imajo vsak list posebej, raste ven, imajo korenine strupene, ta, ki je pa orlova, pa ima užitne korenine, kot smo rekli. Tega, ki ima orlove polno naredno. Ja. Fuljo je, ja. Ok, ker gremo. Hodimo po. Past, ki vam bom predstavil, je past štirica. Zakaj štirica? Zato, ker jo vedno postavimo v obliki štirice, takole, in potem izdolbemo ustrezne ureze noter. Prav moje sem jaz konkretno postavil takole, takole, takole in takole. Se pravi, prva stvar, ki naredimo, je, da naredimo na ta pokončni 45-stopinjski kot, potem tole prilagodimo tako, da se ta zahakla za ta zgornji rob, a ne? Ne da stoji, ampak da se zahakla. Potem ta tretja pa ujame tole, tukaj jo poravnamo tudi, potem da lepo nalega, vidimo, da je pravi kot, da lepo nalega in se zatakne tukaj in tukaj v sredini še tale, katera preprečuje, da bi se to vse skupaj podrlo. Obremenjena je pa tukaj, kjer jaz držim svojo desno roko zdajle gor, evo, bom pokazal takoj. Se pravi, takole pride ona postavljena. In ko je obremenjena, kot vidite, zdaj z roko dol tiščim, je pač stoji, kot stoji, nosi svojo težo. In ko pride žival, se pravi, tle date vabo gor, vabe so kakšne lahko, deževniki, kobilce, drobovina od rib, riba, odvisno kaj lovite. In ta past
je, preden nadaljujem, je tudi, ima prednost tako, da res lahko prilagodite velikosti živali, ki jo lovite. Sprav, če hočete ujeti zajca ali pa veverco, bo ta past ene takole velika, kot je tale. Če hočete srno ali pa medveda ali pa kito, bo rabto biti bistveno večja, a ne? Zaslona pa še krat 10, a ne? Ampak bi šlo pa tudi zaslona, ne? Bi prejle so s Kristino govorila, a ne? Seveda je možno tako past tudi zaslona narediti. A drži? Samo da je toliko večja. Ne? Pa utež mora biti pol tudi zelo, zelo težka. Ok, se pravi, dokler je obremenjena, ta past bo stala na mestu, smo rekli. Evo, in zdaj bom jaz tudi takole nastavil. Se pravi, tale tudi malo nižje. Naslon na tole, oziroma tega le damo še malo bolj po koncu, vidim, da že so otroci gor hodili. Se pravi, tam mi drži oporo, da mi to past ne pade kamorkoli, a ne? Da stoji na mestu, a ne? Evo. Takole, najprej sem se nasloni. Drži. Vidite, ta palca zdaj hoče iti tako gora, ne? Ta je pa zadržuje, da ne more iti. Tle se pa tudi zatakte, evo, takole. In zdaj past ostane, opale, nič več napeta. Se oproščam. Bomo popravili situacijo. Kako? Ni tako simpel. Ni tako simpel, ampak jo bomo pa vštudirali, verjem. Če na luno leti, bomo pa tudi to rešili. Sicer je malo postran, ampak bo odigrala svojo vlogo, a ne? Tukaj smo rekli, pride zajček, hoče spult to našo vabo, karkoli korenček, ne, karikiram, ne? Pak in Pade na bučo. vidite, te palčke se vse umaknejo v stran, nobena ne ostane niti zapičena. Zdaj, če so mokra tla, morate pri tej pokončni obvezno nekaj podstaviti. Leseno deščico naredite iz lesa ali karkoli, da se vam ne zapiči v mehko, ker potem se ne spodmakne in ne bo padlo dol na žival. Tu je treba paziti edino, ok? Se pravi, to si lahko pol pogledate bolj podrobno v prostem času, ok? Bojo tlele na voljo, na ogled. Koliko mora biti pa tako, je dosti, da ujameš nekaj tako. Glih, Mora biti to sem verjetno zdaj hotel reči. težji. Tle se vedno vse začne, pa vse konča. Fajn je, da se konča tako, da je žival od spodaj. A ne? In seveda, če hočemo, da je žival od spodaj, je fajn, da je tle čim večja teža. Da bo dejansko tudi zadržali, tudi če bi bila še nekaj časa živa, da jo pač zadrži, a ne? Da ne more kar pobegati. A ne? Sploh kakšne lažje živali, kot so veverce, zajčki in tako. Se jih izmuzne, ja. Ja. Se pravi, ta past je, kot veste, za večkratno uporabo jih lahko seveda priporočam, da jih naredite več, a ne? Vsaj 10-20 kompletov, a ne, če se greste neko preživetje, seveda pa še enkrat poudarjam, da je to v mirnem času, torej ko ni vojne, strogo prepovedano nastavljati zanke, pasti, take podobne priprave, kot so to. Mi imamo tukaj samo pokažemo za demonstracijo, kako funkcionira, kako se kaj naredi. Če ste pa v situaciji preživetja, pa potem vam je to vse potem lahko v teoriji oproščeno, a ne? Če imate argument, zakaj ste nekaj lovili, ja, zato, ker sem že teden brez futra, pogrešan sem, ne vem, kakorkoli, a ne? Vam ne bojo jasno pogledati čez prste, a ne? Ne pa se izživljati nad. Ja, z argumentom, a ne? Ja, z argumentom, če že je, ne? Ja. Pa tudi, če kakšno kazen dobiš, zelo enostavno, prav rabimo dve taki
takili rogovilci. Vičeš. Se pravi, jih obvezno, se pravi, kadar imamo kakšno tako vzmet, je zelo pametno, da zadeve potem pod kotom zapičimo v zemljo. Ne navpično, ker nam bi jih potem spolili, ampak pod kotom 45 stopinj, vzamete kakšen bat, se pravi kakšno, pa paste na prste svoje, jasno, ne. Tako, pa še tegale. Kje delamo pasti? Ja, tam pa vidimo kakšne sledi od živali. Na stezi, na stečini, tam, kjer žival hodi, ne levo pa ne desno, ne pol metra, ne 1 meter. Točno tam, kjer žival hodi. Nikjer drugje ne boste videli. Razen s kakšno hudo vabo. Drugač pa vedno tam, kjer žival se premika, ne? Vidimo stečine, smo videli, kje bi medel, kje je bilo. Ko se po gozdu sprehodimo, točno vidimo, kje so živalske steze. Ne? Vemo, kaj je človeška, pa vemo, kaj je živalska. Živalske so običajno ožje, gre vedno po plastnici, ne grejo na gor, na dol in vedno običajno vodijo do vode ali pa od vode stran. Ne? To je vsa umetnost. Pravi, pri tej pasti stopalki no, čeprav hecala na ti. Dobro. Se pravi, pri tej pasti rabimo eno vzmet, ki jo pripnemo seveda za vejo. Vozle vam bom pol razložil, kjer uporabljam, boste tudi lažje razumeli, ker jih bom pol razložil. Sicer bi bilo smotrno, da bi jih prej, ampak kakorkoli. Boste vse poštudirali. Staknem ven. Tako. Prav, tole je prožilo. Deluje pa tako, da damo tole palčko, se pospravimo stran, to palčko pa tole palčko. Date takole eno vrh druge, pripeljete sprožilo noter na tole vižo. Okay. Sprav, da mi tole prožilo tlele tišči ob tole in je neka opora. A ne vidite, stoji na mestu. Potem pa naložimo gor palčke. Palčke, tanjše, torej čim bolj tanke. In potem na koncu vrvi naredimo pašnjak vozu ali mrtvi vozu ali bowline not, 3 imena oziroma ful imen ima. Zakaj? Zaradi tega, ker zelo lepo zanko naredi. Potem zanko naredite tako, da jo čez to zanko potegnete, vrvico, da se naredi ta večja zanka, a ne, v katero želimo ujeti plen oziroma našo to žival. Date gor na ta način. Evo. Date takole. Pokrijete z, seveda ne tle zraven pasti,
skratka, kakorkoli prekrijete, paz, da se ne vidi. A ne? Vrvico, lahko jo še dvignete s kakšnimi rogovilcami. A ne? Kakšno rogovilco, da date od spodaj, da je vrvica še malo višji, da ta žrtev dejansko noter stopi. Zdaj, to se zgodi tako, ko žrtev stopi gor, pritisne dol tele vejce, a ne? In hop, in se mu je. Kamorkoli grem, je ta vrv ves čas napeta. In zanka me drži na mestu, nikamor ne gre, ne gor, ne dol. Je globoko zajela stopalo, kakorkoli, se pravi, se ne more kar tako dol sneta, ne? In bolj ko vlečeš, bolj drži. Je pa dejstvo, da taka žival lahko kroži kar precej v radiju. Zato se nikoli ne približujete ranjeni živali z golimi rokami. A sem vse povedal? Sploh pa nekakšni srnjadi ali pa jelenjadi, kamoli medvedu. Zato, ker če vas to brcne v trebuh, vam luknjo not naredi v trebuhu. To je tako močno, pa tako ostre parklje ima, da ne moreš verjeti. Tako da to jemljite zelo, zelo, zelo resno, če se le da. Taka past je vedno za malo težje živali, ne? Lahko tudi za človeka, lahko je tudi za alarm, lahko No, ampak imaš na drugi strani. na vejvarca ne sproš najbrž tega, ne? Ne. Treba več pritisniti, ne? Ne, treba je pač orang, da pač orang stopi. Lahko bi pa tudi na lažje naštimal, odvisno koliko visoko. Ja, lahko bi čist malo Ja, lufta lahko bi pustil, dal ne, čist ja, na, ja. ne, na tajni, glih to, da še drži. Ne. Rabimo dve iste rogovilce. Sprav ta je L in ena ista taka obrnjena tako je pa 7. Ne. Sprav tale je L, oziroma ta je 7, ta je pa L. In prijeta takole zahakljani lahko, a ne? A vidimo? Prijeta takole zahakljani, tole bomo tlele privezali gor za vzmet, tlele bomo naštimali na tole zankico, prožilo. Prav, tle bo vzmet gor vlekla, tole lahko obrnem takole, a ne, da se pač prilagodim. Tole prožilo damo tlele in potem, ko žrtev, oziroma plen, oziroma karkoli že je, pride do momenta, ko to sproži oziroma premakne, potegne enostavno tegale nazaj. Karkoli bomo najprej naredimo tukaj ta Miki Miška ušesa vozu, tu se reče jamborski vozu, oziroma aj to gasilci? Bil sem. A? Bil sem. Jamborski vozu, enostavno takole, tlele sem še tak utor naredil, da se ja prime. Sprav, to je tak vozo, ki drži jambor po koncu. Se pravi, tudi če je ena vrvica strgana, bo ta druga, oziroma če je ena vrvica sproščena, bo ta druga še vedno držala vozu na mestu. In vidite, ta vozu se ne pomika po palci ne gor, ne dol, ne levo, ne desno. In stoji na mestu. A je ta napeta ali pa ni? A vidimo? Ja. Ja? Kot sem rekel, tle damo zahakljate, pač zahakljate, tle dvignete gor tole, tle imam napenjalni vozu, s katerim tole vrvico da lahko napnem, tako da je v bistvu past res potem pripravljena dobro. Tole naredim. Naredimo zanko. Vidimo, čez vrvico spet, a ne? Vedno skočila. Spravi,
pride pač tle čez, stopi in opale, vidite, da sem izgubil, ker se je zaskočil. Skratka, to treba dobro narediti, da se to ne zgodi. Sam videl, da je tudi tale labov, tale maje. Ki se imenuje ambulantni vozel. Uporabljal so ga že med drugo, oziroma med vojnama, medtem ko so ranjence povezovali povoje z rutami. A ne? Tako da so zastavljali krvavitve, s tem, da so tudi preveze delali in tako naprej. Skratka, ta ambulantni vozel je tako, kot si hoteli zavezati čevlje. A pa če rečemo, da gre desna preko leve, noter pa ven, in leva preko desne, noter pa ven. To je ena varianta, da si ga zapomniš. Je tak ploščat pride, se pravi, tudi ranencev ni pritiskal na rano oziroma na telo, tudi na zdravo telo ne. In ko so ga pripeljali nazaj v bolnišnico, so samo tole naredili. Ne. Se pravi, samo skupaj ga stisneš, pa je že razvezan, že razpade, ne, že lahko operirajo, že odvijajo in tako naprej. Jaz si ga pa tako zapomnim, se pravi, ne gledam desna preko leve, čisto vseeno. Takole grem. Tista, ki gre proti meni, če tako gledate vrvice, ena je proti meni obrnjena, ena gre pa stran od mene, v narekovajih. Ja, je tako? Ja. Ta gre proti meni, ta gre stran od mene. Ta, ki gre proti meni, gre vedno preko te druge. Prav, ta, ki gre proti meni, gre preko te druge, noter pa ven in dobimo isto zgodbo. Tudi, če bi bilo obratno, se pravi, ja, ne. Tako, a ne? Zdaj gre pa ta proti meni, a vidimo? Je res? Ta pa stran, a ne? Ta gre stran, ta gre proti meni, ta gre not, tak, in vedno dobimo to. Takle. Sprav samo damo vrvice skupaj, pa je že razvezan. Ženski je pa obratno, se pravi, ta gre proti meni, ta gre stran, ta gre stran, za ženskega govorimo, naredimo to in smo videli, koliko to drži. Včasih malo prime, včasih ne, kakor je, večinoma pa ne. Kadar imamo pa opravka z dvema različnima debelinama vrvi, je pa obvezno treba gledati, da ne boste uporabljali ambulantnega vozla. Vse druge samo ambulantnega pa ne. Zakaj? Zato, ker sprav ta gre proti meni, grem preko te, noter pa ven, kao zategneš in vidiš, da zadeva razpade prej ali slej. Kaj pa ženski? Kako? Kaj pa ženski drži? To pa veš, da drži. Kaj pa sježa. Boljš? A veš kao? Ne, se ne. Ne drži. Ko gremo z debelega laksa na predvrvico, se reče, tako je pol na koncu pride trnka, kakšen meter, meter pa pol, 2 metra te predvrvice in običajno treba to na debel lak zavezati. Takrat se uporabi najbolj enostaven ribiški vozel. Ribiški vozel je tako narejen, da stegnemo prst, pravi oba konca damo takole skupaj. Najprej bom s tem koncem to naredil, se pravi grem okrog prsta enkrat ali dvakrat. Sprav, če grem enkrat je enojni, če grem dvakrat je pa dvojni ribiški vozel. Bom kar dvojnega naredil, ker pač, da 2 muhi na en mah ubijemo. Tako zdaj to zgleda. Obrnemo okrog, potegnemo tega malo več ven in spet navijemo enkrat, dvakrat, okrog prsta in okrog tele vrvice, proti roki nazaj, vzamemo prst ven in kamera kazu prst, vtaknemo ta konc vrvi
in zategnemo v vozu. Ko se to združi, oziroma ko to našponamo, vidimo, da se zelo lepo nadaljuje iz debele vrvice v tanko, a ne, če pogledate. A ne, te končke seveda poščipamo, seveda jih pa lahko tudi uporabite za takole narazen dajete, ne, stvari. Tele vozle poznate največkrat na tistih ogrlcah, Ja, ja, no. a ne, ki si lahko podaljšaš, a ne, skrajšaš. Imaš gor skrajšaš. Ja, gor skrajšaš. Pohor daješ pa Tako. zdaljšaš. Tako, tako. Te voze si naravite zdaj zapomniti, imate se na mojem YouTube kanalu. Lari Survival School se imenuje. Zdaj pa si najti klope. Ko grem gor, dam nogo takole, jo zahaklam, gležem tlele gor. Se pravi, desna noga, koleno je na desni strani vrvi, gležen oziroma stopalo pa na levi strani vrvi. Okay? Ja. Potem se takole gor uležete, se kar raztegnete, se uležete gor s telim telesom, se naslonite z glavo. Ta noga vam je, ki je sproščena, vam je za ravnotežje in roke isto. A ne? In v teoriji ne morete kar dol pasti, a ne? Še takole lahko počivate in ko hočete naprej, se spet dvignete, nogo sep, se dvignete gor na vrvi in se potegnete naprej z rokami, ne? Pa z nogami se tudi odrinete lahko, ne? In spoj spet počivate, ko ste utrujeni, karikiram. In to je to. Aha, ja, ampak se pravi, nisi pri nisu? Ne, nimamo. Ok, Amerika poznala. Ajde, čau, čau, čau. Erik? Erik? A si to prijazno pa greš iskat une železne palce, zelo kovinske? Prosim, hvala. Kristjana firma smatra kako nič. Ene petkrat mi in kako je, aj hudo. Aj, vam, piše.